Dejansko se bom navezala na predavanje Josefine Lindblom, ki je govorila o razvoju okvira Levels, ki je neke vrste skupna evropska metrika trajnostne gradnje. In mnogo evropskih držav je doslej pričelo že z prenosom tega sistema v svoje okolje. Tudi v Sloveniji smo v projektu Life IP Care for Climate našli pravzaprav primerno mesto za to, da evropske kazalnike trajnostne gradnje prilagodimo našim razmeram in našim pogojem na področju graditve stavb. Kaj počnemo? Mi pravzaprav smo za vas pripravili spletno platformo www.kazalniki-trajnostne-gradnje.si, kjer lahko zasledujete vse novosti in pravzaprav informacije, ki jih želimo deliti z vami. Sicer pa celoten projekt prenosa Evropskega okvira Levels v slovensko prakso poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, izvajamo ga pa na Gradbenem inštitutu ZRMK v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, pri čemer pa se seveda tudi povezujemo z vrsto zunanjih strokovnjakov in inštitucij, ki na področju trajnostne gradnje v Sloveniji tudi orjejo ledino. Na desni strani si lahko ogledate teh 16 kazalnikov trajnostne gradnje, o katerih je prej govorila tudi gospa Josefina. Dejansko so to kazalniki, ki so vezani na okolje, na človeka in njegovo dobro počutje in zdravo bivanje v prostoru, in pa kazalniki, ki so vezani na ekonomiko gradnje, torej na stroške v celotnem življenjskem ciklu. Med kazalniki trajnostne gradnje, ki govorijo o okoljskem vplivu, je verjetno treba najmočneje izpostaviti kazalnik ogljičnega odtisa stavbe oziroma z drugimi besedami potencial stavbe za globalno segrevanje. In tukaj gre za en zelo pomemben vidik. Mi vemo, da si je že Evropa zastavila ambiciozne cilje oblikovanja brezogljične družbe do leta 2050 in tako imamo tudi podrobne obdobne cilje, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Ampak tale graf, ki ga imam tukaj prikazanega, govori o emisijah toplogrednih plinov, torej o ogljičnem odtisu našega stavbnega sektorja v Sloveniji, pri čemer zasledujemo, kako smo z različnimi ukrepi, ki so se izvajali v zadnjih 15-20 let v Sloveniji, dejansko dosegli že kar opazen napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Težava pa je, ker imamo tam nekje do leta 2050 cilj za 96% zmanjšati emisije toplogrednih plinov v stavbah. Tu pa pomeni, če smo zdaj nekje na pol poti, da nas zdaj čakajo bistveno težje naloge in ne zgolj samo zmanjševati rabo energije, povečevati energetsko učinkovitost, kajti z temi ukrepi mi pravzaprav samo en del ogljičnega odtisa obvladujemo, relativno pomembnejši pa postane ogljični odtis, ki je povezan z uporabo gradiv in gradbenih materialov v stavbah. Tako da naša pozornost se torej od energetske učinkovitosti sedaj intenzivno premika tudi k racionalni rabi virov in k krožnosti tudi v gradbenem sektorju. Kako poteka delo v našem projektu? Mi smo v tem trenutku nekako že pripravili prvo alfa verzijo prilagoditve kazalnikov Level za slovensko okolje. Ti so ponujeni potencialnim uporabnikom v testiranje.
Seveda mi ob tem zagotavljamo tudi strokovno podporo in pa vrsto delavnic, kjer se lahko seznanite z kazalniki. Vstopamo počasi v naslednjo fazo, kjer bomo pričeli z pilotnimi projekti uporabe kazalnikov trajnostne gradnje, seveda pa bo to potekalo v sodelovanju z investitorji, ki bodo v ta namen izrazili interes. Na koncu projekta sledi zaokrožitev tudi z opcijo uporabe slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje v sistemu zelenega javnega naročanja in potem širša oblika usposabljanja za zainteresirane uporabnike. Zakaj pravzaprav potrebujemo slovensko prilagoditev tega evropskega okvira Levels? Dejstvo je, da je graditev urejena v državi na nacionalni ravni. Nekateri strateški cilji, kot pa je obvladovanje ogljičnega odtisa, krožnost in tako naprej, pa so evropsko poenoteni cilji in smernice. In zdaj seveda je treba te krovne usmeritve prilagoditi naši slovenski situaciji. Tako mi postopek določitve vrednosti posameznega kazalnika usklajujemo z slovensko zakonodajo, z našimi gradbenimi predpisi in utečeno prakso. Poleg tega se ukvarjamo tudi s tem, kje se pojavljajo vrzeli v podatkih, v primerjalnih vrednostih, prej smo govorili o benchmarkih, ukvarjamo se s tem, ali imamo vsa potrebna orodja in podatkovne zbirke, da ta orodja lahko uporabljamo in dejansko tudi določamo vrednosti kazalnikov. Potem je tu problem usposobljenosti strokovnjakov, namreč, da se nam ne bi zgodilo, da bi predpisali sistem, ki bi ga znalo uporabljati mogoče samo 5 svežih diplomantov stavbarstva, vsi drugi pa bi imeli s tem težave. In seveda iščemo tudi vse morebitne neusklajenosti z dosedaj uveljavljenimi postopki graditve in zakonskimi podlagami, zato da bi ta sistem slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje lahko ustrezno funkcioniral. Začeli smo pravzaprav našo nalogo na tak način, da smo se posvetovali z različnimi ciljnimi skupinami potencialnih uporabnikov teh kazalnikov. Jasno, to so najprej gradbena industrija. Proizvajalci so tisti, ki morajo za svoje gradbene proizvode podati tudi okoljske produktne deklaracije, vendar gre pri tem za neobvezno dokumentacijo, tako da vsi, ki ciljajo na evropske trge, zahtevnejše trge, te informacije zagotavljajo, sicer pa je le nekaj odstotkov slovenskega trga pokrito z okoljskimi produktnimi deklaracijami. Arhitekti, projektanti problematiko trajnostne gradnje sicer poznajo, imajo tudi orodja, poročajo pa o tem, da se srečujejo z naročniki, ki niso dovolj informirani, da bi znali to potrebo po trajnostni gradnji tudi poznati. Potem je tu še BIM projektiranje, ki ravno tako predstavlja izvrsten nastavek za uporabo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje, vendar je tu problem ta, da je še veliko nedorečenosti in vprašanj pri uporabi tovrstne metodologije projektiranja. Za javni sektor ima težavo v tem, ker se ravna po zakonodaji in dokler uporaba tovrstnih meril za trajnostno gradnjo ni predpisana, nekako ne vidi prave podlage, da bi to integriral tudi v projekte. Poseben izziv, to sem pa že načela, je seveda uporaba BIM orodij, ki jih sami razvijalci ta čas dopolnjujejo z podatkovnimi bazami in dodatnimi moduli, ki bodo omogočali tudi izračun kazalnikov trajnostne gradnje.
Mi se v projekt organiziramo tako, da ključne akterje, tiste, ki lahko v projekt prinašajo nova znanja, izkušnje, primere dobre prakse, povezujemo v podporno okolje in pa tudi do uporabnikov te informacije prinašamo preko tako imenovane e-platforme, ki sem jo prej omenila, torej www.kazalniki-trajnostne-gradnje.si. Ta platforma je videti tako, kot je tam desno zgoraj. Imamo ta trenutek tu objavljeno video izobraževanje, ki je bilo namenjeno konec lanskega leta vsem zainteresiranim za testno uporabo alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje. To izobraževanje je še vedno na voljo in če vas zanima, si ga lahko ogledate. Potem pa imamo podrobnejše področje, kjer si je vsak od kazalnikov pojasnen metodološko z koraki izračuna in potem z tabelo, kako je treba poročati o izračunani vrednosti kazalnika. Zdaj, ta predstavitev kazalnikov je zasnovana v obliki nekega spletnega usposabljanja, kar pomeni, da čim si eno lekcijo ogledate, vi to označite, potem tudi izpolnite kratek kviz, to se zabeleži in na koncu dobite potrdilo o tem, da ste sodelovali v testni uporabi kazalnikov trajnostne gradnje. Tako potrdilo omenjam zato, ker bomo na koncu prišli do točke pilotnih projektov in če imate kakšen interes še naprej se udejstvovati na tem področju, vam upam tako potrdilo tudi kdaj kaj prav pride. Testiranje poteka tako, da najprej pogledate video usposabljanje, potem pa torej pogledate vsebino posameznih kazalnikov in na koncu se odzovete na našo prošnjo za izpolnitev ankete, zato da bomo lahko o testiranju napisali tudi poročilo, zaključite z potrdilom, da ste to testiranje opravili. Če pa imate poglobljen interes v primeru recimo projektantov, arhitektov, inženirjev, potem pa lahko tudi kaj izračunate, ampak seveda nas kontaktirate in bomo pri tem sodelovali. Slovenski kazalniki trajnostne gradnje, tako kot tudi evropska metrika Levels, je pravzaprav neke vrste orodje, s katerim v prakso spravljamo to, čemur pravimo načrtovanje stavbe z mislijo na celoten življenjski cikel. To pač pomeni, da obravnavamo, se opravičujem. To pomeni, da obravnavamo posamezne module življenjskega cikla in pri tem, ker gre za računsko, kvantitativno oceno kazalnikov, jasno je treba uporabljati tudi nekaj zahtevnejših orodij in da bi pa to znali, smo nekako od maja naprej organizirali že kar nekaj strokovnih delavnic, kjer smo povezali vidne strokovnjake slovenskih inštitutov, ki delujejo na področju trajnostne gradnje. Povezali smo te strokovnjake z pilotnimi poskusi uporabe kazalnikov v praksi, tako da te delavnice so posnete in so tudi objavljene na e-platformi, tako kot je tamle zgoraj oziroma na desni strani prikazano. Ob zaključku tega niza bomo objavili tudi videoposnetke. Zdaj do konca tega meseca imamo še 2 predvidene in če boste spremljali stran, se lahko nam pridružite. Prej je že Josefina Lindblom izpostavila, da kazalniki trajnostne gradnje v sistemu Levels niso certifikacijska shema, pač pa so v bistvu orodje, po katerem načrtujemo stavbo. Če pa bi želeli stavbe primerjati med sabo, potem pa moramo pravzaprav vedeti, kateri od teh kazalnikov so
katera področja teh kazalnikov so v slovenskem okolju pomembnejša. Pripravili smo eno takole anketo, še je odprta, lahko sodelujete, kjer se je pokazalo, da je v našem okolju najpomembnejši sklop kazalnikov, ki zadeva energijo in ogljični odtis, sledi mu sklop, ki zadeva notranje ugodje v bivalnem prostoru, no, drugi pa so ta trenutek nekoliko manj prepoznani. In sklenila bi tole z informacijo, da se v letu 2023 in 2024 načrtujejo pilotni projekti uporabe meril trajnostne gradnje. Ta merila, torej ti naši kazalniki, bodo lahko uporabljeni tako na ravni idejnega načrtovanja, kot na ravni priprave PZI projektne dokumentacije. Ministrstvo za okolje in prostor je povabilo zainteresirane investitorje k strokovnem dialogu, tako da bi pripravili ustrezen razpis za pilotne projekte. Predvideno pa je tudi financiranje strani ministrstva za to dodatno delo strokovnih ekip v pilotnih projektih, ki se bodo ukvarjale z implementacijo kazalnikov trajnostne gradnje. Včasih, ko še investitor vpraša, kaj pa imam od tega, če se ukvarjam z pilotno uporabo meril trajnostne gradnje pri svoji stavbi. Seveda je razlogov veliko od tega, da imamo transparentno obravnavo trajnostnih kazalnikov, da se investitor lahko izpostavi, hkrati pa lahko prejme cel kup nekih beneficij, ki mu jih projekt Care for Climate ponuja, od promocije do izobraževanja in usposabljanja kadrov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem trajnostne gradnje. Tako, hvala, z moje strani bi pa to.